Če govorimo o šoli in o krompirju, potem je morda zanimivo, da imata in šola in krompir skupni začetek. In sta zelo povezana z vladarico Marijo Terezijo. Namreč prihodnje leto bo 250 let, odkar je Marija Terezija izdala prvi osnovnošolski zakon, splošno šolsko naredbo, ki je določal, da morajo od takrat naprej vsi otroci v šolo, tako dečki, deklice, revni, bogati, skratka vsi v šolo. Je pa res, da so skozi zgodovino tudi v naslednjih obdobjih potem šolske krajevne oblasti določale glede na življenje v kraju, glede na pogoje v kraju, počitnice takrat, ko je bilo delo na polju, saj vemo, da je bilo večinsko prebivalstvo kmečko in se je šola še zelo prilagajala kmečkemu oziroma vsakdanjemu načinu življenja, za razliko od danes, ko se mi prilagajamo šolskemu urniku in načrtujemo proste dneve in delovne dneve v zvezi s šolskim urnikom. Imamo tudi v našem Slovenskem šolskem muzeju opravičila, ki govorijo o tem, da prosijo, da otrok lahko izostane iz šole zato, da bo pomagal pobirati krompir. Krompir je nekaj čisto vsakodnevnega in pridemo celo do tako imenovanih krompirjevih počitnic. Seveda danes je pa delež kmečkega prebivalstva zelo nizek, zelo malo otrok še tako na tak pristen način vstopa v kmečko delo in ima stik s tem. Samo okoli 5% prebivalstva danes v Sloveniji, se pravi, kolikor vem, 70 000 kmetiše imamo. Na to gledamo povsem drugače, saj so otroci precej bolj zaščiteni in je pomembno, da živijo sproščeno, da res razvijajo tiste svoje sposobnosti na drugačne načine, seveda preko igre in preko drugih metod učenja, didaktičnih postopkov in tako naprej. Ko govorimo o tako imenovanih krompirjevih počitnicah, je seveda treba povedati, da so se uveljavile s spremembo pravilnika o šolskem koledarju leta 1993 in da se je vedno govorilo o jesenskih počitnicah od samega začetka. Takrat se je nekako sledilo usmeritvi tudi stroke in priporočilom stroke, da je priporočljivo otrokom omogočiti na vsaka 2 meseca eno krajše obdobje počitka.